Zdravo, dobrodošli nazaj. Moje ime je Nejci in danes smo delali ene izmed mojih ljubših stvari. Šlijemo v gym, šlijemo v telovadnico in bomo malo trenirali. Se pravi, to je v bistvu še drugi video v seriji videov, kako pač se lahko mountain biker pripravi na prihajajočo sezono oziroma ohranja svojo formo do zime, ki jo pač pol valjda kasneje nadgradi. Ta video se v bistvu navezuje na tistega prejšnjega. V bistvu v prejšnjem smo se pogovarjali, kako pomembni je gibalni vzorec predklon oziroma hip hinge, se pravi, kako dejansko v kolku naredimo predklon, da hrbet ostane v nevtralnem položaju in pač to je ena izmed pomembnejših stvari, ki jih moramo tudi na mountain bikeu se zavedati, ki je položaj medenice oziroma težišče našega telesa. Se pravi, ker smo več čas v predklonu, bogi so nazaj, kolena so tu sprej, stopala so nekje tu doli, se pravi, vedno moramo mi najti težišče našega telesa, da lažje obvladamo bike. Se pravi, predklon je pač ključnega pomena. Da pa je naš predklon boljši, po domače, da lahko vzdržimo sile, ki so na kolesu, sploh pri spustu dol, je pač moramo trenirati, ne, zdaj nek kardio trening oziroma samo kolesarjenje pač ni dovolj. Verjetno vsi, ki gledate ta video, se zavedate tega in pač ste tudi videli najboljše športnike trenirati zelo resno v gymu, sploh čez zimo, da pač so lahko tako fizično pripravljeni kot so. In se pravi, ta video se navezuje na prejšnjega predklon in delali bomo pač deadlifte oziroma marsikatero vajo, ki je povezana s samim predklonom. Zdaj, osebno sem pač izhajam iz tega, da sem tudi coach weightlifting oziroma trener olimpijskega dviganja uteži, crossfit trener in te stvari se v mountain biking povežejo, kota na mamo, bi temu rekli. Enostavno pač vem in znam zelo dobro sestaviti trening program, ki ga pač tudi sam delam, ne? In marsikdo mi je rekel, joj, kako se lahko v letu dni tak fejst napredoval na kolesu. In to je bilo samo zato, ker sem pač zavedal se poziciji telesa na kolesu. Se pravi, imel sem moč, kondicijo, ki sem jo pač lahko dejansko uporabil na samem bajku in vse, kar sem se mogel pač naučiti, je bil pač fun part, ne? Se pravi, voziti kolo. To dobenemu izmed vas, ki gledate ta video, pač ni težko, ne? In pač težje del je iti v gym pa narediti delo tam. Se pravi, danes bomo pogledali samo en primer treninga v pač ciklu treningov, ki jih imam, kako pač bi to vse skupaj izgledalo. Če imaš kakšno vprašanje glede mojega treninga oziroma te karkoli zanima v zvezi s treningom, s poškodbami, z rehabilitacijo, s čimerkoli povezanim s gymom, kontaktiraj me, z veseljem ti pomagam, če le pozna odgovor, če ne pa te napotim k komu, ki ve. Teda, jaz mislim, da v tem področju ti lahko zelo pomagam in uživaj v ogledu mojega treninga. Za ogrevanje smo imeli najprej eno aktivacijo kora, hrbta, ritnih mišic, zato ker zdaj me čaka to, da bom probal doseči neko višino boksa, ki je za mene pač težavna in zato, da pač probamo skočiti čim više. V veliki meri moramo iztegniti kolk, se pravi ravno mišice, ki so zadaj iztegujejo kolk, predvsem gluteusi in zato pač imam naslednjih 8 minut časa, da pravim postaviti eno višino, preko katere ne bom sicer padel, je za mene challenging in bomo videli, kako skočim. Za načeloma, če ste verjetno gledali, se pravi, jaz, ko sem skočil, ta višina boksa je pač zdaj odvisna od tega, po eni strani tudi, kako pač imate gibljive kolke. Se pravi, bolj ko imate vse skupaj gibljivo, bolj boste lahko noge k sebi potegnili više, boste lahko skočili. Kar ne pomeni, da je vaša vertikalna višina skoka boljša, če skočite na tak boks, ali pa pač, če skočimo na takega. Se pravi, zdaj na koncu je res samo šlo, koliko sem zmožen kolene, noge potegniti k sebi, da lahko pristane na boks. Če pa v počasnem posnetku pogledali, pa bi verjetno moja vertikalna višina skoka bila pač identična, mogoče kot dejansko na te, ali pa še celo nižje uteži. Zdaj, ko smo se ogreli in aktivirali mišice za... Naslednja stvar, ki bomo delali, bojo težki deadlifti s pauzo pri kolenih.
In zato je bilo ravno tako ogrevanje. Se pravi, najprej smo se pač primerno ogreli, aktivirali mišice in na to še pač dodatno delali eksplozivni dvig, ki nam bo pomagal pač pri težkih deadliftih, ki bomo kasneje delal, in zato so bili tudi na programu box jumpi. Posebnost deadlifta s pauzo, oziroma prednost tega je, da dobimo moč v določeni poziciji, ki jo znamo kontrolirati in bolj iz te pozicije pač spet generirati neko energijo, moč, da premaknemo breme. To je pač važno pri vsakem športu, kjer pač zahteva neka sprememba smeri, se pravi, če se moramo ustaviti in iti v drugo smer, oziroma pač, če smo že pri kolesu, tudi pri kolesu moraš biti v določeni poziciji, kaj se zgodi s kolesom pod tabo in moraš ostati močen v tisti poziciji, da pač te ne vsipam, ne? In pač deadlifti s pauzo so pač odlični za to, po eni strani pa tudi samo breme bo toliko manjše, trening oziroma efekt samega deadlifta pa bo vseeno velik, glede v primerjavi s težo. Če te zanima, zakaj uporabljam trake, da delam deadlifte in zakaj ne držim samo z rokami, je to, da z nadprejemom, da bi pač delal te s pauzo, oziroma kasneje še imam na tempo deadlifte, je skoraj nemogoče, ker bi ti prej z rok propustila teža in bi pač omejevalni faktor bil grip, oziroma moč tvojih podlakti. Če bi ena roka bila podprijem, ena roka nadprijem, tako se ponavadi dela deadlift, se razvija ena asimetrija, katere nočem, zato ker je pač že manj. Tako da je najbolje, da se uporabljajo trakovi in ko se pač dela za grip, kot je z ročkami, kot je več ponovitev z lažjimi kilogrami deadlifte, takrat se pač tega ne uporablja. Pri večjih težah pa dejansko lahko štango primeš, kontroliraš težo, je dosti boljše, dosti lažje pač uporabljati trake. Evo, približno tako izgleda samo en trening v celem programu, se razlikuje, ampak kot si vijo, se pravi, imamo najprej ogrevanje, ki je pač podobno gibalnemu vzorcu, ki ga delamo kasneje. Ogrejemo in aktiviramo te mišice. Potem imamo načeloma skoraj vedno nekaj eksplozivnega, da nas pripravi na glavni dvig. Okay? Če že ni v ogrevanju nekaj tega, je pač potem kasneje. In se pravi, glavni dvig je vala v današnjem treningu bil pač deadlift oziroma mrtvi dvig na dva različna načina. Enkrat je bila pauza pri kolenih in eksplozivno gor, drugič pa pač počasno spuščanje dol. Evo, se pravi, zadnji del treninga je bil pa metabolic conditioning oziroma metcon ali čisto po domače nekaj za kondicijo. Ne? Se pravi, bil je hang power clean, burpee, toe to bari in assault bike. Vmes je bila tudi pauza, ki sicer video ni najbolj vidna, ampak pač
imel sem tega 4 oziroma celo 5 krogov. In ja, pač nekako na tak način se pripraviš na, recimo tisti, ko dirkate, na simulacijo dirke, se pravi, da imaš 2, 3, 4 minute intenzivno napalno, pa imaš pauzo, se pravi kot nek intervalni trening. Zdaj, kaj je pač potrebno še pred treningom vedeti, je to, ali si ga sam sestavljaš, kakorkoli, je to, da pač kondicija je zgolj en del priprave športnika. Načeloma je razmeroma lahko pridobiti, ker pač vse, kar rabiš, je samo čas in je to. Se pravi, ne vem, ali je to laufanje, ali pač to kolo, pač nekaj delaš dlje časa, pa lahko kondicijsko dosti dobro napreduješ. Po drugi strani pa pač, če delaš nekaj na moči, pač rabiš opremo, rabiš gvihte in rabiš znanje, kako pravilno izvajati gib, ker pač lahko pride do poškodb, če stvar delaš narobe. Oziroma, če enostavno imaš zelo nesmiselno sestavljen trening program, pač lahko tudi privede do preutrujenosti in posledično do slabih rezultatov na kolesu ali pač poškodb. In zavedati se morate, da pač brez moči ti kondicija ne koristi in valjda kontra. Se pravi, v praksi to pomeni, lahko imaš ti kondicijo in če enostavno nimaš moči, bo pač kolo pretežko, prezahtevno ga handlati za tebe, ker nisi fizično dovolj sposoben, imaš premalo moči. Po drugi strani lahko imaš ti ne vem koliko moči, priješ v prvo šumo, en rock garden rukneš in enostavno pač več nimaš kondicije, da bi lahko to moč obvladoval, ki jo imaš in si spet tam, ko si, pump v rokah in fertik lušna. Se pravi, zato rabiš oboje, se pravi in kondicija in pač moč. In najlažje je to pač doseči, da redno treniraš v džimu in pač oboje dejansko na treningu združiš. Se pravi, kondicijski trening s težkimi utežmi je pač neka idealna mešanica, tako po domače povedano. Če te pa zanima kaj več, če te zanima kak trening program, kak coaching, karkoli, z veseljem pomagam, mislim, da lahko skupaj naredimo marsikaj, ne? Glej, če pa ti je bil ta video všeč, če si se naučil kaj novega, daj prosim, lajkaj, šeraj med kolege in naroči se na ta YouTube kanal, ker s tem pač ful pomagaš, da v prihodnje še delam več takšnih videov. Drugače pa, če imaš kakšen predlog za naslednji video, kar napiši v komentar, z veseljem ga postavim, če bo le to v mojih zmožnostih. In tako kot vedno, fajn furaj, fajn treniraj in se vidimo v naslednjem videu. Čau!